Tokrat je predstavitev novih Renaultovih hibridov pripotovala na Dolenjsko, v Mirnopeč. In k sreči je nova realnost tudi to, da imamo odslej tukaj povsem nov izobraževalni center znamk Renault, Nissan in Dacia za regijo Adriatic. To pomeni, da se bodo tukaj izobraževali oziroma šolali bodoči novi strokovnjaki iz področja držav bivše Jugoslavije. Vsekakor gre za veliko simbolno vrednost, tudi vsi Dolenjsko poznamo kot zibelko Renaultovih avtomobilov zaradi tovarne Revoz. To je v bistvu prava Renaultova akademija. Tu je seveda po eni strani najbolj opazne novosti v avtomobilih so tiste, ki jih vsi vidimo, cela kupica raznih elektronskih sistemov in zaslonov. To je seveda treba tudi znati vzdrževati in popravljati. No, najbrž še pomembnejše stvari so pa tiste, ki so nevidne. Zahteve za varnostna trčanja Euro NCAP so recimo iz leta v leto bolj zahtevna. Avtomobili v Renaultu še vedno uspejo vzdrževati 5 zvezdic, ampak če pride s takim vozilom do nesreče in če želite tudi s popravljenim avtomobilom še vedno imeti 5 varnostnih zvezdic, je zelo pomembno, da človek, ki bo to vozilo popravljal, da ga zna popraviti, da zna uporabiti prava orodja, prave materiale in da potem, ko je vse skupaj sestavljeno, da zna vse senzorje in druge naprave še pravilno nastaviti, da bo vozilo še naprej tudi v prihodnosti ohranjalo vse te svoje lastnosti. In tak izobraževalni center je seveda še posebej pomemben zaradi novih tehnologij. Prvo šolanje, ki ga bomo izvajali na novem centru, so te priključni in običajni hibridi. Kljub temu, da je prvo, bo pa najverjetneje do sedaj najbolj zahtevno šolanje. Marsikdo bi rekel, ne, najbolj zahtevno šolanje bo za električna vozila, ampak pošteno povedano, električni avtomobil je tehnično enostavnejši kot pa hibrid, kar v električnem vozilu deluje samo električni motor, ki je v bistvu relativno enostavna tehnologija, medtem ko v hibridnem vozilu, kjer morata in električni in klasični motor delovati usklajeno v vseh režimih vožnje, gre za izjemno zahtevne tehnologije, kjer so potrebna res nova znanja. Že res, da je Renault že dolgo časa prisoten in to resno prisoten na trgu električnih vozil. A s hibridi je medtem počakal nekoliko dlje. No, medtem je zbiral izkušnje, znanje in razvijal nove tehnologije tudi s pomočjo kraljice motošporta, Formule 1, ki je seveda hibrid. Ključni izziv strokovnjakov je potem bil kultivirati, umiriti to hibridno tehnologijo iz brutalnega sveta Formule 1. Prednost pred brutalnostjo, pospeški in zaviranji tukaj potem absolutno mora prevzeti ekologija in pa poraba. Delovanje novega hibridnega pogona ključno zaznamuje nov, inteligentni, brezsklopčni menjalnik. Delo sklopke prevzemata termični in električni motor, predvsem pa obilica elektronike med njima. Hibridni Clio dejansko nima 5 ali 6 prestav, ampak ima 15 različnih programov. Elektronika sama, glede na stil vožnje, temperaturo, a se cesta vzpenja, a se spušča, se potem ves čas sama odloča, v kakšnem programu bo vozila in potem tudi baterija se bo polnila ne vedno, ampak ko bo elektronika ugotovila, da v tem stilu vožnje sedaj potrebujemo recimo samo 40% moči motorja, se pravi, bo elektronika rekla, sedaj je najbolj ekološki trenutek, da ta motor uporabimo tudi za polnjenje baterije in bo brez, da bi mi opazili, se v bistvu na nek način vklopila še elektrarna v vozilu in začela polniti še to baterijo. Med vožnjo hitro opazimo, da imamo tukaj odslej na voljo tudi način B. To pomeni, da bo avto rekuperiral oziroma občutili bomo blag pojemek takoj, ko spustimo stopalko za plin. In tudi sicer pri Renaultu pravijo, da je Clio razvit kot električni avto in niso želeli zgolj elektrificirati bencinskega motorja. Tako naj bi se Clio vozil bolj podobno električnemu avtomobilu. S hibridnim Cliotom se vaša vožnja vedno začne na električen način, potem pa po potrebi se doda še na čim bolj neopazen način seveda še termični motor, tako da dejansko s tovrstnim Cliotom postaja vožnja lahko tudi že zelo električna. Dejansko zjutraj, ko se vozimo v službo, kar zelo velik del časa preživimo pri hitrosti od 0 do 10 km/h. Stanje na mestu, speljevanje, kjer je v bistvu poraba vozila največja in v teh primerih pa Clio potem lahko tudi z majhno
baterijo kar 80% vsega časa deluje na elektriko in s tem potem posredno lahko do 40% goriva prihrani. No, medtem ko Clio na takšen polnilni kabel ne boste priklapljali, pa to ne velja za preostala dva novinca, ki jo predstavlja Renault. Prvi je novi Captur, drugi pa prenovljeni karavanski Megane Grand Tour. Oba modela sta odslej na voljo tudi kot priključna hibrida. Oba razpolagata z baterijo kapacitete 9,8 kWh, kar naj bi po ciklu WLTP zadoščalo za približno 50 km vožnje zgolj na elektriko. No, zgolj na elektriko se boste vozili do največjih hitrosti 135 km/h, za nameček pa imata takšen Captur in Megane v primerjavi s Cliom tudi nekoliko več moči. In sicer namesto 103 kW, 120 kW. Takole čez palec je hibridni Clio v primerjavi s klasičnim benzinskim in podobno opremljenim Cliom dražji za približno 2, Captur za 4 in Megane za približno 7.000 evrov. A pri hibridnih vozilih je seveda treba upoštevati številne spremenljivke. Pri kupcih dejansko pričakujemo predvsem, da se bodo k hibridnim vozilom obrnili kupci, ki do sedaj niso razmišljali o naši ponudbi, ker so že do sedaj pogledovali proti hibridnim vozilom. Gre za kupce, ki ali vedo, da kljub kar nekaj tisoč evrim doplačila za hibridno tehnologijo zaradi načina uporabe vozila vedo, da na dolgi rok bodo dejansko s tem prihranili, ali pa kupci, ki jih navdušuje udobje hibridne vožnje, ki je v veliki meri lahko tudi električna. Večina kupcev pričakujemo, da bodo kupci iz drugih koncev, če lahko tako rečem, trga, ki bodo sedaj prišli tudi k naši znamki. Na našem kanalu si lahko ogledate, kako na Dolenjskem poteka proizvodnja Clia. Tokrat pa vam ponujamo tudi test tega modela ter test njegovega bratranca Capturja.